Pa če nam jo prosim predstavite. Ja. Veliko veselje mi je bilo, da sem lahko obiskovala Nikolino v njeni šolski kuhinji v Repnah, kjer je imela tečaje za dekleta. No, jaz sem sedela v tisti razkošni, lepi kuhinji, tiho kot miška in vsrkavala vtise in seveda prva knjiga je pravzaprav ena posrečena mešanica izvrstnih receptov in če se spomnite, so vmes posejane tudi fotografije gospoda Pukšiča, ki je ujel slavno kuharico medtem, kako razlaga dekletom, kako se naredi to in ono. In zato mislim, če bi že samo tiste fotografije in tekst, ki je spodaj, dali skupaj, se mi zdi, da bi dobili eno rdečo nit, ki vodi vsekakor v družinsko kuhinjo. In tega, jaz sem imela sicer tako službo, da sem bila veliko na terenu, ampak tule v tej dvorani sedi tudi moja hči in bo najbrž povedala, da zaradi tega nismo šli nikoli v gostilno. Jaz sem že prejšnji večer na 3/4 pripravila, tako da potem sem drug dan samo na hitro dokončala. No in to mi je bilo vodilo, da to, kar ona na tak neposreden način posreduje dekletom, da tak odraz mora tudi, to mora odsevati tudi iz knjige. Knjiga mora biti naša, knjiga mora biti napisana tako, da lahko po njej seže še tako neuka mladenka ali mladenič, in da lahko nekaj spodobnega skuha. Moram reči, da sem prevedla tudi nekaj kuharskih knjig iz tujih logov in nisem bila pri teh knjigah, seveda sem pazila, da je moj izdelek bil uporaben, ampak pri nobeni stvari nisem bila tako z dušo, telesom in srcem zraven, kot pri tem, kar je nastalo v najini koprodukciji. No, ko je ta prva knjiga izšla, poglejte, pred 5 leti, to se res ne zgodi pogosto v slovenski založbi in ne avtorju, posebej pa ne avtorici, da bi se vmes knjige ponatiskovale. Zasluge za to ima seveda kontinuiteta njenih kuharskih tečajev in preprosta uporabnost. Ampak seveda čas gre naprej in mi smo morali misliti na nove generacije, tako je nastala na osnovi stare prejšnje knjige, je nastala nova knjiga, ki je seveda tudi na pogled sijajna, lepa, privlačna, ampak razlikuje se pa od prejšnje, prvič potem, da so skoraj vsi recepti, vsaj v podrobnostih, prenovljeni. Nikolina je vse praktično še enkrat prekuhala in potem sporočala, tam sem dala 5 dek maščobe preveč, tam sem vzela in potem sva skupaj, ona se je potem preselila v Brezje in potem sva midve tam skupaj delali na teh recepturah, do onemoglosti. No, ampak posebno se mi zdi pa izvirno poglavje otroške jedi. Jaz sama vem, imam 3 otroke, da takrat, ti frutki so se takrat že pojavljali, ampak to ni bila nikoli hrana mojih otrok. Zdaj je seveda te hrane ogromno, tako rekoč kuhati ti ni treba, ampak to ni v redu. Prvič, ko ti doma kuhaš, veš, kaj daš noter, otrok te spremlja, sedi tam v tistem stolčku, kajti to so živila, ki jih začneš dajati potem, ko otrokovo, ko materino oziroma prilagojeno mleko ne zadošča več, to je pa nekje tam okoli 6. meseca in takrat otrok v tistem stolčku, jaz si predstavljam, gleda, ko mama tam brkla okoli po kuhinji in to so vse taki prijazni, nezamenljivi vtisi, ki so nekakšna popotnica življenja. To se pravi, to je izvirno poglavje otroške jedi, so pa to seveda jedi take, po katerih gladko seže cela družina, še posebej, kadar ima kakšnega bolnika ali pa starega družinskega člana.
Knjiga je lepa na pogled, veliko bolj privlačna, ne še enkrat povem kot prva, ne, in zadovoljna sem, kaj vam. Hvala lepa.